Zdravo, jaz sem Boško Praštrulo in dobrodošli v svet poslovnega in socialnega mreženja. Vse, kar boste v sklopu delavnice, kako graditi poslovno socialno mrežo, ozavestili, je bilo kreirano s strastjo in željo, da različno vstopite v svet mreženja. Moja velika želja je, da spoznamo, kaj mreženje je in kaj lahko dejansko dobimo iz nova mreženja. Kako se pravilno aktivirati in ostati proaktiven. Kako postaviti sistem mreženja, ne glede na to, kaj delamo. In še vse ostalo, kar moramo vedeti o mreženju, da bi danes, jutri, če več nas, dejansko imeli življenje, kot si ga zaslužimo in si ga želimo. Vsi mi smo glavna zvezda lastnega življenja in brez nas se v našem življenju ne more veliko zgoditi ali spremeniti. Mreženje je nekaj, česar ne moremo kupiti, posoditi ali pa nekoga najeti, da se mreži v našem imenu. Zato je veliko posameznikov v procesu mreženja neuspešnih. Vsaka hiša se začne graditi pri močnih temeljih, zato bo naš prvi cilj narediti vse, kar je smiselno narediti, da se na osnovi lastne vizije, želje, ciljev pravilno aktiviramo in postanemo najbolj proaktivni posamezniki znotraj svoje poslovne in socialne mreže. Verjamem, da imamo vse, kar potrebujemo že v sebi in da bomo s pomočjo delavnice našli prave usmeritve in se znali aktivirati. V sklopu mreženja posla smo velikokrat sami sebi največji sovražnik. Ne verjamemo vase, mislimo, da so vsi drugi boljši od nas, živimo v svetu opravičenih in neopravičenih izgovorov. Pri nas je tipično, da je pri vsedu vse boljše, vse lepše, premalo cenimo sebe in vse, kar sami kreiramo. Redko kdo izmed nas ima jasno vizijo, cilje, strategijo, urejeno bazo kontaktov in postavljen sistem mreženja. Vse, kar je nujno potrebno, da imamo čez čas kvalitetno poslovno in socialno mrežo. Večina nas se smeti s preteklimi dogodki, s tem, kaj se bo mogoče zgodilo v prihodnosti. Že vnaprej predvidevamo, da nam nečesa ne bo uspelo kreirati, da nam itak ni usojeno in da so vsi ostali pač imeli več sreče od nas. Da ne omenjam, da nam je izredno pomembno, kaj bodo drugi rekli o našem življenju. Moramo prenehati živeti v strahu. Pozabiti je treba na vse smiselne, nesmiselne, upravičene in neopravičene izgovore, ki nas že zdaj smetijo, ki nam govorijo, da pa mogoče mreženje ni za nas, da nimamo časa zase, kako naj se še posvečamo drugim. Verjamem, da vam je nekdo že rekel, da je dosti, da si nekaj samo zaželite in da vse samo po sebi pride čez čas. Pozitivno razmišljanje je nujno potrebno, ampak brez aktivacije se nič ne zgodi. V mojem svetu se je treba zaželeti in delati na tem, da se nekaj dejansko zgodi. Kako močno se bomo aktivirali, je odvisno zgolj od nas. Mreženje je naša odgovornost. Vsi uspehi, ki jih bomo doživeli, so naši uspehi. Če bomo pa na koncu neuspešni, je to naša bolečina in gre na naš račun. V sklopu mreženja bomo že tako ali drugače imeli veliko dela sami s seboj, na način, da ostanemo motivirani, fokusirani in koristni za svojo poslovno in socialno mrežo. Resnično ni potrebe po dodatni negativni energiji, dvomih, pasivnosti, lastnem smetenju in nima smisla pustiti, da nas drugi smetijo s svojimi negativnimi stališči, pogledi na svet. Velikokrat bolj kot to, da ne razumemo mreženja, konceptov povezovanja, grajenja odnosov, da nimamo pravega sistema dela ali pa da smo samo sebični, je izziv v tem, da smo obkroženi z napačnimi posamezniki, ki nas vsakodnevno smetijo z istimi smetmi in potem logično, da enostavno nimamo ne časa, ne volje za prave posameznike iz obstoječe mreže, da ne govorim o tem, da aktiviramo nove posameznike v obstoječe življenje. Žal pa se mreženje ali pa pravi posamezniki ne zgodijo po naključju. Za dolgoročni uspeh moramo imeti veliko zadev ozaveščenih in določen sistem dela. Še bolj pomembno je, da ne pustimo, da nas napačni posamezniki smetijo, ubijejo v želji, da nekaj spremenimo v svojem življenju. Pustite prazen zgodbo v smislu, njemu je lahko, on je rejen za to, imajo srečo, ker je pač nekoga slučajno spoznal. Vsak, ki ima vrhunsko zgrajeno mrežo, lahko zagotovi, da je zato treba investirati veliko časa, v določenih primerih več let, spiti kar nekaj kav, pojesti kar nekaj kosil, biti del različnih zgodb in tako uradnih kot neuradnih,
veliko poslušati in še več razumeti. Če bomo sedeli doma, se nič ne bo zgodilo. Sploh ne nam, ki nimamo tega turbo pospeška iz naslova visokega položaja, pravega priimka ali strice iz ozadja. Verjamem, da se vsi zavedamo, da se po naključju ne zgodi prav veliko. Dvomim, da podjetja rastejo ali postanejo na trgu čisto po naključju. Tudi za uspešno zgodbo stoji vedno prava skupina posameznikov, ki nenehno investira čas, znanje in denar, da bi jim uspelo. To, da se mrežimo po naključju, je samo ena od napak v sklopu mreženja, teh je še veliko. Naš cilj je, da se zavedamo, katere so te napake in da naredimo vse, da sami seveda teh napak ne ponovimo. Pa da poudarim še nekaj najbolj pogostih napak v mreženju. Ne vemo, kdo smo, kje smo vrhunski in kje potrebujemo pomoč. Nimamo postavljenega sistema mreženja. Mrežimo se na napačnih mestih. Nimamo postavljenih ciljev. Smo pasivni oziroma se preveč smetimo z izgovori, presodki, starimi izkušnjami. Zelo pomembno je, ne delamo follow-upa. Premalo povezujemo, ker mislimo, so kontakti naši. Gradimo posle, prodajo in ne gradimo odnosov. To je samo nekaj napak. Kot sem že omenil, bo naš cilj, da teh napak ne bomo delali, da se ne bomo nenehno smetili in da ne bomo v sklopu mreženja sami sebi največji sovražnik. Že tako bomo imeli veliko dela sami s sabo, tako da ostanemo motivirani, fokusirani in koristni za svojo poslovno socialno mrežo. Zaupajte mi, da bomo velikokrat v procesu mreženja vsaj začasno neuspešni. Ne moramo se z vsem ujeti in ne bodo se nam vsi odzvali takoj, ko jih mi nagovorimo. V procesu mreženja bomo uspešni zgolj, če bomo imeli sistem dela, se dolgoročno ukvarjali s svojo poslovno socialno mrežo, jih nenehno obogatili in bili v podporo in nikoli ne razmišljali zgolj v smeri, kaj imamo lahko mi od tega. Omenili smo že, da se nihče ne more mrežiti namesto nas. In pri tem je treba vedeti, da je vsak od nas že zdaj blagovna znamka. Samo od nas je odvisno, kaj naša osebna blagovna znamka pomeni v družabnem in poslovnem svetu. Kako nas vidijo drugi. In posledično je naša ključna naloga, da nenehno skrbimo za ugled lastne blagovne znamke. Na osebne blagovne znamke je treba nenehno delati. Blagovna znamka je namreč to, kar si drugi mislijo o nas, ko zapustimo prostor, ko jim obrnemo hrbet. Žal, redko kdo nas tako močno spoštuje, da nam bo vraz povedal, kaj si misli o nas. Pri tem je tako, da lahko preprosto prepustimo, da si ljudje ustvarijo naključno mnenje o nas, ali pa da se odločimo, da bomo na to zavestno vplivali s svojimi besedami in dejanji. Ne glede na to, ali si želimo ali ne želimo razvijati osebne blagovne znamke, se ta že sama razvija. Koliko smo na to zavestno vplivali v preteklosti, je bilo seveda odvisno samo od nas. Glede na to, da imamo na razpolago vsa orodja, s katerim lahko usmerimo, v katero smer se bo razvila naša lastna blagovna znamka, bi bilo nerazumno, da orodij ne bi uporabili in bi bili pasivni na tem področju. Kaj si moramo pri tem vprašati? Kaj danes pomeni naša osebna blagovna znamka? Ali smo v preteklosti načrtno gradili svojo osebno blagovno znamko? S kom smo v preteklosti povezovali osebno blagovno znamko in s kom želimo v prihodnje povezovati svojo osebno blagovno znamko? Pri grajenju lastne blagovne znamke se moramo zavedati, da vse izhaja iz nas samih. Kako mi gledamo nase in kakšne so naše aktivnosti do posameznikov znotraj ali zunaj naše poslovne socialne mreže. Naša naloga je, da sčasoma dokažemo, da smo to, kar govorimo, da verjamemo vase, da smo pozitivno naravnani in vse ostalo, kar bomo predelali v sklopu 10 zakonov mreženja.
Glavni steber uspeha in dolgoročnega uspešnega poslovanja smo mi sami, ne glede na svojo vlogo. Če želimo postati uspešni mreženiki in imeti vrhunske odnose s strankami, partnerji, sodelavci, je treba razmišljati, delati, kreirati tako, kot kreirajo najbolj uspešni posamezniki med nami. Kdaj nazadnje smo se vprašali, kako razmišlja in kaj delajo uspešni posamezniki v našem okolju? Kaj mi delamo vsak dan? Kakšne so naše aktivnosti? Ali lahko z obstoječimi aktivnostmi živimo svoje sanje, svojo vizijo življenja? Koliko časa preživimo na družabnih omrežjih, na telefonu, na mailih, pred televizijo? Kakšen je naš fokus? S kom se družimo? Kaj beremo? Kam hodimo? Na katerih družabnih omrežjih smo aktivni, če sploh smo? Kje izgubljamo večino svojega časa? Koliko se v dnevu dejansko ukvarjamo s kreativnimi zadevami? Koliko časa izgubljamo na nepomembnih opravilih? Mreženje je treba živeti. Mreženje je treba vsak dan trenirati. Mreženje ne moremo aktivirati zgolj, ko nam paše in ko imamo mi določeno korist od tega. Vsak od nas je osrednji steber svoje poslovne in socialne mreže. In posledično moramo vedeti, kdo smo mi, kaj lahko ponudimo drugim in kaj mi potrebujemo. Vse to šteje, ko se začnemo mrežiti, ko začnemo s posamezniki graditi odnos. Če bomo mi ne samozavestni, preskromni, v strahu in posledično pasivni, bodo vse to drugi videli, začutili in se temu primerno odzvali. Vsak od nas lahko veliko da drugim in vsak od nas bi moral vedeti, kaj potrebuje za svoj boljši jutri. V ta namen sem kreiral 5 ključnih korakov lastne evalvacije. Pomembno je, da vse te korake ozavestimo in tako postanemo bolj samozavestni in koristni tako zase kot za druge. Vsak od nas mora narediti lastno evalvacijo v smislu, na kaj smo do danes ponosni, kaj vse smo kreirali, kje vse smo res dobri, kje nas manjka in kakšne so naše vrednote. Naša naloga je, da ozavestimo, kaj je pozitivnega pri nas, kako lahko obogatimo druge in enako pomembno je, da ozavestimo, na katerih področjih potrebujemo pomoč. Kje nas manjka? Zgolj na ta način bomo znali poudariti svojo močno plat in iskati podporo tam, kjer nas manjka. Oboje je ključno za rast in stabilnost poslovne in socialne mreže. V sklopu delavnice bomo seveda tudi konkretni pri postavitvi akcijskega načrta za izgradnjo poslovne in socialne mreže. Ta sklop je ključen za postavitev sistema mreženja. Za vse nas je to dejansko najbolj pomemben in najbolj obsežen sklop, ki ga bomo skupaj predelali. Zakaj je pomemben? Ker bomo v tem sklopu dobili naslednje odgovore, kot so: kako urediti, segmentirati in kaj delati s svojo bazo. Kaj je model Top 100? Kako na osnovi obstoječega stanja postaviti nove cilje? Kako se lotiti raziskave trga, kje se aktivirati? Kako pripraviti bazo targetiranih posameznikov in kako biti bolj proaktiven? Ko postavimo podjetje, pa že ko kupujemo hišo, ko organiziramo zabavo, razmišljamo strateško. Zakaj se potem takega pristopa ne lotimo tudi v sklopu mreženja? Če ne bomo imeli sistema dela, je velika verjetnost, da bomo čez čas obupali, misleči, da mreženje ne deluje. Če tudi ne obupamo, je velika verjetnost, da si bomo na dolgi rok naredili več škode kot koristi. V sklopu mreženja se nič ne zgodi čez noč. Z akcijskim načrtom in modelom Top 100 bomo poskrbeli, da imamo postavljene močne temelje za dolgoročno rast svoje poslovne socialne mreže. Tu se moramo še nekaj dodatnih stvari vprašati. Kakšen je naš obstoječi sistem mreženja?
Kolikokrat smo pozabili na pomembne dogodke, rojstne dneve, obletnice posameznikov, ki nas danes obkrožajo? Kje vse imamo zabeležene informacije? Jih sploh imamo? Kako dejansko močna je naša obstoječa mreža? Kako dobro poznamo obstoječe posameznike? Če pa želimo graditi poslovno socialno mreženje na dolgi rok, je treba z naše strani dodati strateški pristop. Kot prvo, vedeti moramo, koga želimo imeti v svoji poslovni mreži. Imeti moramo postavljen sistem za mreženje, torej ne se mrežiti po naključju. Tretja zadeva, moramo biti proaktivni in se nenehno mrežiti oziroma povezovati. Vedeti moramo, kdo si služi biti del naše poslovne mreže. Treba znati prepoznati pravo osebo za svojo mrežo, niso vsi primerni za nas in nismo mi primerni za vse. Razumeti moramo, kako naj se negujejo odnose s ciljem obojestranske koristi. Za vse to rabimo imeti znanje in veščine, kako priti do pravih oseb. Preden skočimo na akcijski načrt, bi poudaril, po katerem modelu bomo gradili svojo mrežo. In to je po modelu Top 100. Po vseh raziskavah, ki sem jih prebral, večina jih seveda prihaja iz zahodnega sveta, imajo naši možgani omejene kapacitete glede grajenja odnosa s posamezniki. Po podatkih, ne glede na sistem, ki ga uporabljamo, naši možgani lahko obdelujejo med 100 in 150 posameznikov. V bazi imamo seveda lahko nešteto posameznikov, a žal z več kot 150 posamezniki ne moremo graditi dolgoročnega odnosa. Če smo torej najbolj optimistični, je lahko naš cilj največ 150 posameznikov. Ko sem že pomenil, vse te raziskave prihajajo iz zahodnega sveta, predvsem iz Amerike. Bodimo realni, v tem svetu so posamezniki, ne bom rekel po naravi, ampak bolj vzgojeni, šoleni, poučeni, kako je mreženje pomembno in se zavedajo, da je veliko težje uspeti brez pravih ljudi. Posledično so že zaradi potenciala iz naslova mreženja odločajo, kje se bodo uživali, v katerih društvih, klubih se bodo aktivirali, kje bodo živeli in na koncu seveda, kje se bodo zaposlili. Dejstvo je, da mi v Sloveniji tega dela nimamo še tako močno ozaveščenega in dejstvo je, da nas je nekaj milijonov manj kot njih. Moj model Top 100 temelji na tem, da bomo večino svojega časa osredotočeni na svojih najbolj pomembnih 100 posameznikih. Skupaj bomo gradili poslovno socialno mrežo po načelu, kvaliteta je pomembnejša od kvantitete. Akcijski načrt bomo postavili na osnovi 5 korakov. In sicer, prvi korak je analiza. Tu bomo uredili bazo in segmentacijo obstoječih posameznikov. Drugi korak je odločitev. Odločili se bomo, komu se bomo v prihodnje posvetili in komu ne. Tretji korak je postavljanje ciljev. V tem koraku bomo postavili tako poslovne kot zasebne cilje. Četrti korak je dodatna aktivacija iz naslova ciljev v obliki raziskovanja. Tu bomo dobili odgovore, kdo so naši ključni posamezniki, koga želimo na novo spoznati, kdo lahko bogati nas in seveda našo mrežo. In zadnji 5. korak je proaktivnost. Ne smemo čakati, da se nekaj zgodi, ampak je treba prevzeti pobudo in biti proaktiven. Za konec delavnice bomo odprli še teme kot so. Zakaj je pomembno, da smo vedno odprti za mreženje? Kakšen pomen ima follow-up? In zakaj je povezovanje lepilo naše mreže? Dejstvo je, da imamo osebe, ki so nenehno odprte glede spoznavanja novih posameznikov in hodijo po svetu z odprtimi očmi, preprosto imajo več možnosti spoznati zanimive nove posameznike, ki jih nikoli niso imeli v načrtu spoznati. Na koncu pa leži naša moč, kvaliteta v posameznikih, ki so del naše mreže. S pravim pristopom v procesu povezovanja lahko nenehno bogatimo obstoječo poslovno in socialno mrežo. Prepričan sem, da v tem trenutku veste, kaj vse bomo predelali v sklopu delavnice, kako graditi poslovno socialno mrežo. Uživajte, aktivirajte se in verjamem, da se kmalu vidimo na delavnici.